Slovenija samo tega atributa ne sme zapraviti. Slovenija mora naprej biti seveda tako, kot nas cenijo, se pravi stroga in močna v pogajanjih, ampak to, kar se pa potem dogovori, pa moramo trdno čuvati. Govorimo o ogromnem trgu, Kitajske, ki je eno od največjih tržišč na svetu. In za Kitajce je slovenska proizvodnja, česarkoli ali produktov, hrana in tako butična proizvodnja. In ravno tu bi bila lahko naša priložnost, da dosegamo ene solidne cene, ker mi ne moremo zagotoviti količin, lahko pa eno visoko kvaliteto. Kakšne priložnosti se za slovenska podjetja odpirajo na tujih trgih in kako Slovenija izvaja gospodarsko diplomacijo, kot z drugimi besedami imenujemo mreženje in iskanje priložnosti za slovenska podjetja na tujih trgih. Delegacija Državnega sveta, največja do zdaj, se je nedavno vrnila z največje odprave na Kitajsko. Odpravo je vodil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, dolga leta tudi uspešen podjetnik. Pozdravljeni. Dober dan. V studiu pa pozdravljam tudi predsednika Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu Bojana Kekca, ki se prav tako vrača z odprave na Kitajsko. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pa če začnemo morda malo za šalo, malo za res, včasih, ko se pogovarjamo recimo z našimi ameriškimi zavezniki, ugotavljamo, da marsikdo ima hude težave s tem, da sploh najde, kje na zemljevidu Slovenija je. Je pri Kitajcih kaj drugače? Ker ste začel šalo, pa ne še sam poskušam odgovoriti na ta način, da mi in Kitajci bomo že, se nas je 1,402 milijona. Tako da verjamem, da pri tej perspektivi pogledano smo, bom rekel, en kamenček v kupu peska, pa vendarle 650-krat več jih je kot nas, ampak ne, tega ni čutiti v pogovorih s Kitajci vedno in tudi sami smo naleteli na ta partnerski odnos. Mi se pogovarjamo država z državo in velikost same države, velikost podjetja, velikost posla tukaj ni pomembna. Tukaj je pač pomembno to, da ustvarimo to sinergijo, in pa oni zelo radi poudarjajo harmonijo. Bi kaj dodal? Ja, gledajte, mislim, da že obisk kitajskega zunanjega ministra v septembru tukaj je dal določen poudarek, pa pred dobrim letom in pol tudi njihovega tretjega človeka, ki vodi politično inštitucijo, ki je nek ekvivalent državnemu svetu, daje poudarek, da seveda jim je pomembna vsaka evropska država, tudi Slovenija. Kakšni so, bom rekel, konkretni efekti, rezultati recimo takšnih obiskov? Včasih bi kdo nesramno ali pa nekoliko zafrkljivo rekel, češ, se grejo državni turizem. Zakaj so tako pomembni taki dogodki? Dogodki na parlamentarni ravni so, bom rekel, dodatek, pomoč vladam, da se te lažje dogovorijo. Vsej tako sam dojemam to zunanjo politiko, ki jo izvaja Državni svet. Omenjena delegacija, tako kot ste že sam rekel, je bila največja, res je, preko 70 gospodarstvenic in gospodarstvenikov, podjetnic in podjetnikov, plus skoraj 20-članska ekipa Državnega sveta, skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, skupaj z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, moram reči, ob pomoči Gospodarske zbornice, Slovensko-kitajskega poslovnega kluba, Spirita, je bila 8 mesecev naprej organizirana pač odprava in moram reči, da je presegla pričakovanja. Mi smo 24-krat se sestali, 24 dogodkov je bilo, plus tega sem imel samo sam 6 intervjujev, ali televizijskih ali siceršnjih za tiskane medije. Bili smo zelo prepoznani v medijih na Kitajskem, ne nazadnje tudi na naslovni strani Shanghai Dailyja in zdaj, ko pa rečemo, kaj smo naredili oziroma kaj prinašamo nazaj dobrega za Slovenijo in Slovenke, Slovence, pa naj rečem, da smo uspeli dobiti potrditev, da Hisense Gorenje dolgoročno ostaja v Sloveniji.
Torej, in še dodatno poudarek, da stojijo za tovarno, govorim na političnem področju, stojijo za investicijo in bodo v naslednjem letu še dodatno ukrepili investicijo v nove proizvodne procese, torej nove linije, če želite, kjer se bodo proizvajali izdelki z visoko tehnološko zahtevnostjo, z uporabo umetne inteligence. In če rečem, da smo najprej ali pa prvi dan se pogovarjali to na politični ravni, smo naslednji dan v Qingdao obiskali tudi podjetje Hisense, kjer nam je prav s temi besedami, kot sem jih opisal, zagotovil tudi generalni direktor oziroma predsednik uprave Hisensa. Na Kitajskem je pomembno, da se tudi politika opredeli za sodelovanje, za nadaljevanje, kaj ne? Mislim, da brez tega enostavno ne gre. Zato je toliko bolj pomembno, da mi kot Slovenija zbiramo datum, ki je tukaj od 1. novembra do 10. novembra. V tem času namreč poteka največji sejem China International Import Expo, se pravi uvozni sejem, na katerem se predstavljajo praktično vse države sveta, ki ponudijo najprej seveda svojo kapaciteto gospodarstvu na Kitajskem, možnost sodelovanja, na drugi strani pa tudi politiki. Vemo, da na ta način bistveno lažje potem dobimo partnerja in bom rekel nekako s soglasjem obeh in gospodarstva in politike potem lahko začnemo z nekim poslom, z odpiranjem podjetij, čeprav mogoče okrog tega samega v nadaljevanju, ko bomo govorili tudi o našem častnem konzulu. No, ravno to sem tudi mislil vprašati, ne, kaj recimo pomeni ta sejem, ne, kitajski mednarodni izvozni sejem, oziroma kaj za Slovenijo pomeni, da ima svoj paviljon, ki ste ga odprli ravno v tem času obiska tudi na Kitajskem. Kaj za Slovenijo to pomeni? Ja, lejte, mogoče prva zadeva, ki sem si jo jaz tudi sam konkretno zastavil, ko sem šel, izbran bil v delegacijo, ključni podatki, zakaj je Kitajska tako uspešna, s kakšnimi izzivi se trenutno srečuje in kakšno ima, v naslednjem 5-letnem obdobju tudi plan, ne? Zdaj, nekatere stvari so zelo, jih lahko povežemo tudi z Evropsko unijo, nekatere ne. Zdaj, ključno se mi zdi to, da Kitajska je največji svetovni upnik. Se pravi, sooča se z zelo majhno potrošnjo. In ta majhna potrošnja jim je zaustavila gospodarsko rast, zato rabijo nujno, uvažati tehnologije, materiale, storitve in tako naprej. In presenetno me je recimo podatek, da imajo 50% prihrankov glede na GDP. To je ogromna številka, se pravi, podjetja, ki so, predvsem ta zasebna podjetja, ki so nastajala na nivoju regij, ki so tudi največ doprinesle k produktivnosti, so ustvarjali ogromne prihranke, ki so jih investirali naprej, ravno tako gospodinstva. Se pravi, ta številka 50% je proti Združenim državam, ko govorimo o 20%, kaže to, da imajo potencijala izjemno veliko, obenem pa jim je ta nepotrošnja zdaj zaustavila gospodarsko rast, prej pa skozi dvomestno, zdaj se ukvarjajo z nekimi 5% in ta stvar se je na nek način preselila v nepremičninski sektor, ki je prišel kar velike izgube, in pa v bančni sektor, ki zdaj zaradi tega velike količine denarja zmanjšuje dolarske rezerve in Kitajska množično kupuje zlato. Skratka, po drugi strani se pa ukvarja tudi z demografskim problemom. Prebivalstvo se stara, se pa tista politika enega otroka se je zdaj kar prijela, kljub temu, da je sproščena, in ubadajo se seveda z velikim staranjem prebivalstva, kar tudi negativno vpliva na razvoj za naprej. Bi še kaj dodali? Mogoče se dajmo dotakniti tako imenovanih 5-letk. Recimo, da jih mi poznamo še iz prejšnjega časa, ampak v prejšnji 5-letki na Kitajskem so zgradili enormno dobaviteljsko verigo s končnim proizvodom električno vozilo, se pravi, ukreirali so preko 200 blagovnih znamk avtomobilov. Vzpostavili so dobaviteljsko verigo za
teh 200 tovarn z 300,000 dobaviteljem. To je v teh 5 letih, ko so zgradili, so pač prekosili cel svet. Ni mogoče priti z, nižjo ceno, enako kakovostjo v njihovo dobaviteljsko verigo. Ampak zdaj v naslednji 5-letki, to se zaključuje prav, ali pa ta menjava 5-letki je prav z letošnjim letom, s koncem leta, ko Ljudska republika Kitajska prehaja v novo okolje, tako kot je kolega Kekec povedal, so skupni imenovalec jim je domača potrošnja. Kaj zdaj to pomeni? A je to priložnost tudi za Slovenijo, priložnost tudi za druge ekonomije? Lahko bi rekel, da je. Po drugi strani pa moramo vedeti, da v naslednjih 5 letih bo kitajska politika spodbujala mala in srednja podjetja, kitajska, namreč da vstopijo na tuje pač tržišča in lahko si predstavljamo, da bodo tudi v Evropo in tudi v Slovenijo. Zato iz tega mesta tudi poziv vsem podjetjem, da resno spremljajo, kaj dela njihova konkurenca, kaj dela njihov sektor na Kitajskem in kaj lahko oni ponudijo Kitajcem, ki bodo definitivno prišla. Se spomnimo verjetno trgovskih verig kmalu potem po osamosvojitvi, prej smo hodili v Avstrijo kupovati, potem pa nismo več, so pa oni prišli k nama in so prišli Spar in Lidl in ostale mreže. No, jaz imam občutek, da se bo to zgodilo zdaj tudi na področju kitajskih malih in srednjih podjetij. Torej, biti pazljiv, kaj delajo in še bolj pomembno je to, da vidimo, kaj lahko dodamo kitajskim izdelkom, ker Slovenija lahko ponudi marsikaj. V Sloveniji ali pa v Evropi delo bo zagotovo tudi za kitajska podjetja dražja. Ne bo delo več, če pogledamo sam za en primer, da govorim za ljudi za tekočim trakom, delajo po 11 ur na dan, delajo 6 dni na teden za 900 evrov plačila. Kaj to pomeni? To pomeni, da enostavno evropska podjetja ne morejo biti več konkurenčna, kaj šele Slovenija, ki že v Evropi ni več konkurenčna. Tako da je pa to še, če sam dopolnim ta del, kar se tiče notranje potrošnje, oni ne poznajo zavarovalniškega sistema. In zavarovalniški sistem, v smislu, da se bo zdaj Kitajc lahko zavaroval za zdravje, za pokojnino, bo povečala recimo to notranjo porabo, kar pa spet daje priložnost slovenski finančni in zavarovalniški, industriji, da vstopi pa preko recimo Hongkonga na samo Kitajsko. Pa vidite v tem grožnjo, oziroma bolj grožnjo, bolj priložnost v tem kitajskem recimo osvajanju evropskega trga, kot če vas prav razumem? Ja, jaz jo bi hotel videti kot priložnost. Čeprav, če bomo stali ob stran, če bomo tiščali glavo v pesek, bo grožnja, zagotovo. Zaradi tega, ker mi moramo ravno tako partnerjem iz Kitajske ponuditi protidobavo, če smem tako reči. In moramo ponuditi to naše znanje in se vezati na tista podjetja, ki so komplementarna naši dejavnosti. Tako da jaz sem siguren, da izdelki, ki so narejeni v Evropi, bodo še zmerom našla prvo mesto na polici pred kitajskimi, še kar nekaj let. Zato je zdaj ta priložnost Made in Europe, Made in Slovenija še toliko bolj pomembna. Je pa res, z povezovanjem ne pomeni, da potem ta izdelek najde samo pot na polico v Sloveniji ali v Evropi, ampak tudi, da ta skupen produkt najde polico tudi na Kitajskem. Vendarle, 1,4 milijarde ljudi je tam, želijo si povečati domačo potrošnjo. Ljudje tam niso revni, ta sloj so, po številu, srednji sloj je kar bogat in zna potrošiti. Ja, tako. Zdaj, Kitajci so bili v preteklosti, ne vem koliko to še velja, znani po tem, da so
sklenili partnerstvo recimo z neko zahodno korporacijo, naredili na Kitajskem skupno tovarno, ker je bil to edini način, da je lahko neka zahodna tovarna prišla na Kitajsko, potem pa po nekaj letih ukradli tehnologijo in zraven postavili svojo samo kitajsko tovarno, iz katere so potem bistveno ceneje oziroma nekonkurenčno ceneje izvažali, bom rekel, izdelke, ki so bili skoraj identični temu, kar je temeljilo na evropskem razvoju. Kako je to, recimo, kakšno nevarnost vidite v tem? Se tukaj ta praksa spreminja, je še prisotna? Tukaj noter mora svoje odigrati patentni urad oziroma urad za intelektualno lastnino. Po eni strani vedno govorim za Slovenijo in za Evropo. Pomembno je, da Evropa to uvede, ker Slovenija ima model samo do preizkušanja modela samega, ampak intelektualno lastnino bo potrebno zaščititi in to lažje jo bomo ščitili, če bojo pač podjetja kitajska prišla na evropski trg. Seveda mi imamo sorazmerno dobro poskrbljen za to zaščito intelektualne lastnine, verjamem pa, da to, rekel, novo paradigmo umetne inteligence, ker na sejmu CEA oziroma tega China International Import Expo smo videli novosti celega sveta. To so izdelki, ne vem, če se spomnim umetne ribe, ki gre 2000 metrov globoko, požira neke bakterije, čisti morje, se pravi, nepredstavljivo popravlja visoke turbine za vetrno elektrarne. Skratka, dela, ki so nevarna, jih danes na Kitajskem praktično upravljajo roboti. In v nadaljevanju se mi zdi, da ne bo naprave, ki je elektronska, da ne bo s sabo nosila komponentov umetne inteligence. In mi moramo, ker v Sloveniji smo znani kot izredno dobri inovatorji in ta inženirski del, ki smo se ga, tega znanja, ki so naši inženirji nabrali skozi avtomobilsko industrijo, smo zelo močni in tukaj noter se pač moramo povezati, moramo domače znanje zaščititi, in to, kar ste rekel, to je pač treba dogovoriti v predpogodbi, če ne tako rečem, predporočni. Mislim, veljajo pogodbe, rekel, je to okolje, v katerem se dogovori držijo? Mislim, da kar sem sam imel pogovorov, je tukaj samo roka, tukaj kakšnih sodišč na Kitajskem v tej smeri tudi ni. Kako Kitajci vidijo Slovenijo? Kaj recimo vedo o Sloveniji, s kakšnimi očmi gledajo na 650-krat manjšo državo od svoje? No, jaz lahko rečem, da iz teh individualnih pogovorov, ki smo jih imeli, neformalnih, ne vejo za Slovenijo. Predvsem jo povezujejo z zeleno deželo, bi rekel, z našim turizmom, da kar nekaj jih je že tudi obiskalo Slovenijo, tako da nek prepoznavnost Slovenije na Kitajskem obstaja. To smo videli iz individualnih razgovorov. Če se še mogoče dotaknem zadeve, ko je tudi predsednik malo prej povedal, se pravi naslednjo 5-letno obdobje. V tem času Kitajska zdaj res vlaga v vojaško vesoljsko tehnologijo in po deležu ima daleč največ inovacij v svetu. Se pravi, da tista faza kopiranja se je resnično končala. Zdaj imajo svoj razvoj. Zdaj v bistvu gledali smo si jedrsko elektrarno in tam tudi videli, da razvijajo jedrski reaktor 4. generacije, da gradijo prvo letalno nosilko na jedrski pogon, da so investirali v Pakistan 6 jedrskih elektrarn, so zgradili, se pravi, gre za resnega igralca in zagotovo bo to, bi rekel, ta tehnološki razvoj, ki je prišel iz faze kopiranja v res inovativno in aplikativno znanje in razvoj izdelkov izjemno pomemben v prihodnosti. In tle se mora Slovenija vključiti, seveda ne za prodajo lesa in hlodov, ampak za svojim znanjem, ki ga ima. Se pravi, smo lahko dragocen partner pri naši industriji, ki jo pač dobro delamo še sedaj, farmacevtska industrija, delno avtomobilska industrija, pa tudi imamo zelo primerljive, dobre univerze, fakultete, se pravi, da bi lahko parirali tudi s tem
znanjem in nekimi proizvodnjami, ki bi se tukaj lahko izvajale v zvezi z robotiko, visoko tehnologijo. Skratka, teh priložnosti je veliko. Vidimo pa to, da je Kitajska izjemno zainteresirana, da zato je bil tudi ta njihov uvozen sejem. Se pravi, oni prav vabijo druge države, da ponujajo izdelke, da tudi uravnotežijo to trgovinsko bilanco. Ki pa ni ravno najbolj uravnotežena, če sem prav zasledil podatek, ima Slovenija okrog 700 izvoznikov in 7000 približno uvoznikov iz Kitajske. Ja, res je. Ta razmerja so pač taka, kot ste jih navedli. Mogoče še podatek, da je naša skupna blagovna izmenjava med državama 7,3 milijarde evrov v letu 2024. Ja, same sedmice. Pa bo še ena sedmica. Torej, uvozimo iz Kitajske za 7 milijard. Izvozimo pa le za 287 milijonov. In prvi dve kategoriji izvoza sta hlodovina in pa celuloza. To nas pa lahko zaskrbi, ker v bistvu edini material, edino surovino, ki jo Slovenija ima, pa še to izvažamo v hlodih, ne v končnih izdelkih. To verjamem, da se da tukaj veliko narediti, tudi z določenimi ukrepi. Saj vemo, da največje podjetje je SIDG, se pravi Slovenski državni holding za gozdove, in verjamem, da v tem primeru bi se dal pa tudi majhen dogovor splanirati in povedati prioritete Slovenije, kaj gre v izvoz, kaj pa je potrebno predelati v pač izdelke dodane vrednosti, z visoke dodane vrednosti. Torej se danes ne obnese tako dobro ta državno gospodarstvo kot na Kitajskem. Ja, očitno res ne. Očitno je resnica na tem, ampak moramo pa nekaj vedeti. Zdaj, ko sem pač rekel, da je 7 milijard uvoza, moramo vedeti, da tudi ta uvoz, vse je v delu 5 milijard, ki odpade, mi uvozimo največ z področja kemije, to se pravi za farmacijo, redke zemlje, magnete, te izdelke pač potrebuje slovensko gospodarstvo, zato da naredi določene komponente ali končne izdelke, tako za, kot sem omenil, farmacijo in recimo avtomobilsko industrijo, kovinsko, elektroindustrijo. No, in mi iz teh 5 milijard uvoza predelamo, dodelamo in prodamo v Evropsko unijo in tretje države za 15 milijard. Torej, tukaj ne gre za to, da smo na slabšem, kar uvažamo. Verjetno se moramo zelo dobro spogajati s kitajsko stranjo, da nam bodo te surovine pravzaprav omogočene, da jih bojo naša podjetja lahko kupovala. In ko se pogovarjamo o redkih zemljah, ravno kot je bilo že omenjeno, kolega Kekec je omenil, da je bil zunanji minister pred 2 meseci v Sloveniji, kjer smo se pogovarjali o prvem paketu teh redkih zemelj, 40 jih je bilo na seznamu, smo dodali zdaj tudi še 38 novih. V tem času našega obiska je namreč potekala mešana gospodarska komisija med Slovenijo in Kitajsko in na koncu bila tudi zelo uspešna. Sam sem odprl to srečanje skupaj z namestnikom ministra za trgovino. Zakaj je to tako pomembno? Ker je on tisti, ki podpisuje, se pravi, ta soglasja za izvoz teh občutljivih materialov, surovin, redkih zemelj. In ključen sporočil, čeprav smo bila politična delegacija, pa moram reči, da smo si vsi že predhodno pripravili zelo dobre opomnike, kako pač doseči ta partnerski odnos s kitajskimi podjetji in politiko, da nam omogoči na svojih surovinah pač tudi slovenskim podjetjem rast in seveda potem tudi to pomeni, da gospodarstvo bo ostajalo v Sloveniji na dolgi rok, no, kar sem pa pač že potrdil v primeru Hisensa. Včasih je krožila šala, ko se srečata Slovenci in Kitajc. Kitajc vpraša Slovenca, koliko pa vas je, pa reče Slovenc 2 milijona, pa Kitajc odgovori
ja, v kateri ulici pa stanujete. Hočem reči, kakšne so pogajalske izhodišča, ki jih Slovenija ima, recimo, kakšna je pogajalska moč v Sloveniji kot sorazmerno majhne države proti velesili, kakršna je Kitajska? Bom kar rekel enakovredne, vekolikor imamo Slovenci predloge. Pa naj si bo to na političnem prostoru, kjer multilaterizem prevlada na tem področju. Tukaj govorimo o Združenih narodih, kjer sedimo kot nestalna članica v Varnostnem svetu, kjer nas zelo spoštujejo. Potem, ko sedijo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu in poslanke, kjer zelo cenijo to, da smo glasovali proti uvedbi carin na električna vozila in zaradi tega proaktivnega delovanja Slovenije na različnih področjih, tako za mir, tako za gospodarsko sodelovanje, moram reči najprej, da nas oni zelo cenijo in naš predlog samo da je dober, oni ne gledajo na velikost podjetja, na velikost države in to, kot je bilo že rečeno, zato se je treba povezati, pogledati, v katerem sektorju dela podjetje, v katerem smo dobri in to ponuditi. Seveda mora pa biti to, kot ste rekel, dobro zaščiten. Bi se strinjali? Da... Ja, gledajte, zdaj, govorimo o ogromnem trgu, Kitajske, ki je eno od največjih tržišč na svetu. In za Kitajce je slovenska proizvodnja, česarkoli, ali produktov, hrana in tako butična proizvodnja. In ravno tu bi bila lahko naša priložnost, da dosegamo ene solidne cene, ker mi ne moremo zagotoviti količin, lahko pa eno visoko kvaliteto. Večkrat smo se tudi pogovarjali o samopreskrbi, tudi Kitajska vlaga v ta del veliko. Moram reči, da je mislim, da je v 2006 naredila reformo, tudi to kmetijsko, in s tem tudi dosegla relokacijo delovne sile, ki so jo robili potem v gospodarstvu. In ključno v ekonomiji se mi zdi bolj pomembno, kot je sama gospodarska rast, ki jo lahko generiramo z velikimi državnimi investicijami, produktivnost. In ta produktivnost, kot sem gledal, je bila izračunana, mislim, da na 3,8% v nekem povprečnem delu. In tukaj je recimo kmetijski sektor tudi doprinesel, mislim, da 1,5%, ostalo pa tista zasebna, novo ustanovljena podjetja, ki so bila ustanovljena na nivoju v regiji. Zanimivo, da niti eno ogromno veliko državno podjetje na Kitajskem ni niti 0,1% pripomoglo k produktivnosti. Tako da vidimo nek model, pa tudi naše izdelke, ki bi jih lahko prodajali po višjih cenah, v višjem cenovnem rangu in s tem bi nekako tudi oživili to medsebojno trgovinsko menjavo. Zdaj, omenili ste carine, ki jih Evropa ni uvedla, Amerika jih je, oziroma se tukaj stvari, lahko rečemo, premikajo skoraj na tedenski ravni. Slovenija je članica Zveze NATO, kar pomeni, da smo formalno zavezniki ZDA in Kitajska, pa sta trenutno nekako, lahko bi rekli, največja svetovna rivala, oziroma beležimo kar konkretne tudi napetosti med tema državama. Kako se to kaže v odnosih med recimo Slovenijo in Kitajsko? Je tukaj, bomo rekel, kakšna zavora zaradi recimo Zveze NATO? Konkretno Zveze NATO nismo odpirali. Je pa res, da moramo vedeti, da je Kitajska priznala Slovenijo 1992. leta. Torej, zelo na začetku nam je velika Kitajska dala podporo po osamosvojitvi. Ravno tako pričakujejo in tudi naša zaveza Slovenije je, da spoštujemo se pravi sistem enotne Kitajske. Enotna Kitajska pa pomeni za Kitajsko in za cel svet, da je
Tajvan, Makao in pa Hong Kong, del enotne Kitajske. Tukaj se, bom rekel, začne in konča partnerstvo z Ljudsko republiko Kitajsko, vekolikor bi nekdo želel spremeniti to smer. In ne vidim razloga, zakaj bi jo, ker sama Slovenija in pa njeno gospodarstvo pač bistveno več lahko dosežeta s sodelovanjem, kot pač ne. In mogoče je indikativno to, da že dolgo let torej, imamo odličnega častnega konzula v Hong Kongu, to je gospod Bernard Lau, ki je predal, bom rekel, svojo funkcijo, če smem tako reči, svojemu sinu Michaelu Lau. In gospod Bernard je že od same osamosvojitve Slovenije naprej bil močan most med seveda Slovenijo in pa Kitajsko. Tako je pomagal politikom, ob obisku Kitajske, gostil vse predsednike Slovenije, potem praktično je na gospodarskem področju sam pomagal tudi finančno določenim podjetjem, da so postala partnerji, da so postavila podjetja, in zato imamo mi izredno priložnost, da danes ob takem, rekel, zastopanju, posebej zdaj gospoda Michaela Laua, ki je mimogrede zelo cenjen tako v Hong Kongu kot pa na celotni Kitajski. On je dobil zdaj namreč eno povabilo, da v okviru CPPCC-a, to je kot državni svet, ustanovi oziroma okrepi neko pokrajino na severu Kitajske. Torej imamo persono, ki bi znala slovenske interese in zna zelo dobro zagovarjati. Pa če bi recimo hipotetično, torej Kitajska v duhu izvajanja politike ene Kitajske, naprimer napadla Tajvan, kaj bi to pomenilo recimo za slovenske odnose, za torej tudi gospodarsko sodelovanje med državama? Ja, poglejte, vojna menja vse. Mi imamo vojno v Evropi in naše tradicionalno sodelovanje gospodarsko in politično z Rusijo se je praktično ustavilo. Slovenija ne podpira nobene invazije. Poglejmo potem tukaj na Bližnji vzhod, kako so se drastično zadeve spremenile. Pustimo ob strani, kdo ima zdaj v katerem konfliktu vse prav in nekdo vse narobe, ne spuščam se v to. Ampak zagotovo je pogledano v zgodovino že pred našim štetjem, pred Kristusom, pa vse do današnjih dni Kitajska še ni napadla niti ene sosednje države. Mislim, da to nam, bom rekel, v pogovorih je bilo zelo lepo povedano, predstavljeno in vprašanje, zakaj bi pa Kitajska napadala sosede, kaj bi imela od tega. Tako da, ker da se doseči tiste cilje, ki bi se dosegale namreč z vojno, se da doseči pa z industrijsko in pa politično miselnostjo oziroma usmerjenostjo. Kako ste vi videli Kitajsko? Ja, gledajte, mogoče še okoli Tajvana, zadeva zdaj vemo zgodovinsko, pač po drugi svetovni vojni je bila na Kitajskem revolucija, opozicijska vlada je šla na Tajvan, tam pač so ustvarjali neko, da ne rečem, svojo entiteto, če ji lahko rečemo država, ker še ni priznana z strani veliko svetovnih držav, ampak iz pogovorov, ki smo jih tukaj začutili, je to izjemno občutljiva točka. Kitajska politika ogromen poudarek daje temu, da je to, smatra, da je to del Kitajske, da njim pripada, da bi se morala rešiti na nek enak način, kot se je rešil Hong Kong z Britanci, pa Makao s Portugalci, se pravi neko prehodno obdobje, tam mislim, da je 50 let, ki se počasi potem ta stvar pripoji Kitajski. Zdaj, Tajvan je specifičen v tem, da ima približno 50% svetovno proizvodno mikroprocesorjev, pa najbolj zahtevnih elektronskih vezij. Zdaj, te tehnologije Kitajska še ni usvojila. Mislim, da Tajvanu lahko tehnološko parirajo samo še Združene države Amerike in za njih je v bistvu to izjemno pomembno, da pridejo do teh tehnologij. Po drugi strani imamo tudi določene paradokse. Kitajci znajo, bi rekel,
spustiti raketo v vesolje, ampak ne znajo pa še, oziroma niso bili še v stanju narediti komercialnega aviona. Mi smo se tam vozili z Airbusi pa Boeingi, se pravi, Kitajska kljub ogromnem, bi rekel, notranjem pretoku ljudi, nima še svoje proizvodne komercialnih avionov, kar je tudi nek pokazatelj. Ne. Je pa res, da vlaga ogromno v vojaško industrijo in vojaška industrija pa seveda pomeni tudi razvoj za naprej. Ne. Zdaj, Slovenija je v marsičem precej odvisna od Kitajske. Ne, to se je zelo močno pokazalo v času epidemije COVID-19, ko so se ustavile kitajske dobavne verige, smo tudi v Sloveniji potem ostali skoraj brez mask in še česa. Ne. Kaj to pomeni za recimo situacijo, v kateri bi se morda pa neke večje napetosti vendarle lahko materializirale? Torej, kako nevarno je Slovenija pravzaprav odvisna od Kitajske, recimo na področju redkih zemelj, ki ste jih že omenili, kjer je prišlo do dogovora, pa konec koncev tudi slovenska najpomembnejša, ne, torej farmacevtska industrija je bistveno odvisna od kitajskih dobaviteljev. Ne? Zagotovo je slovenska in ne samo slovenska svetovna ekonomija odvisna od kitajskih redkih zemelj. Saj je nazadnje, mogoče kakšen teden preden smo odšli na Kitajsko, sta predsednik Xi in Trump dosegla dogovor o izvozu redkih zemelj, prav tako v Združene države. Mogoče se v Sloveniji tega ni toliko slišalo, ampak to je bil zgodovinski premik v sodelovanju med Ameriko, med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Torej, če tako, bom rekel, prva in druga največje ekonomiji na svetu sodelujeta, potem ni druge kot to, da razumemo situacijo in da poskušamo delček tega sodelovanja ujeti v tej 2 milijona ljudi, ki absolutno smo sposobni, inovativni, znamo in še nekaj, kar z nekaterimi državami Kitajska sodeluje v Evropi. To, kar so nam povedali, lahko rečem, da izjemno spoštujejo Slovenijo in Slovence. Res, da smo trdi pogajalci, res, da ne obljubimo zelo na hiter, ne na področju politike, ne na področju gospodarstva, neke rešitve, kot jih recimo priča smo v Srbiji, ne, kjer praktično spremenijo zakon čez noč, samo da ugodijo nekemu podjetju, ampak še vselih Slovenija kotira višje, zato ker vedo, ne, da Slovenija, ko sprejme, drži besedo. In da je poslovanje z Slovenijo bistveno bolj varno na dolgi rok, kot pa z državami v okolici. So nam pa lepo povedali, da bi bilo fajn, ne, če znamo izkoristiti pa sinergijo na področju turizma, kjer recimo trenutno v Slovenijo nekje prihaja okrog 30-35 tisoč turistov, v Srbijo prihaja teh 100 tisoč več, se pravi 135 tisoč in potem z njihovega zornega kota 500 kilometrov pač ne predstavlja nobene razdalje, tako da bi jih lahko pripeljali v Slovenijo pokazati te bisere in tako kot oni naprej odhajajo v Pariz, v Milano in druge evropske prestolnice, bi imeli v Sloveniji marsikaj videti. Ne? Tako da področje turizma, področje prehrane, pijač, tukaj imam predvsem v mislih vino, je ta naša, bom rekel, ponudba privlačna in to se pač ne da skopirati. Ne. Tukaj noter pa mislim, da je potrebno ukrepiti mala in srednja podjetja slovenska, da bi izkoristili to priložnost in preko prej omenjenih ali tega sejma CEA, China International Import Expo, ali preko častnega konzula v Hongkongu, bi zagotovo našla pot. Mogoče pa še en nasvet vsem podjetjem v naslednjih tednih, mesecih bo zagotovo, če noben drug, ampak Slovensko-kitajski poslovni klub v okviru Gospodarske zbornice Slovenije posredoval priložnosti za sodelovanje. Namreč Kitajska država pošilja ljudi in imajo sedež v Nemčiji, ki pokrivajo tudi Slovenijo in bo iz tega mesta, se pravi iz GZS-ja, saj po meni znanih podatkih, sporočeno
kakšne so priložnosti za sodelovanje naprej. Ne spregledajmo tega, bodimo pozorni na te bom rekel, objave in če bomo dosti zgodaj stopili v kontakt s partnerji, bo zagotovo uspeh. No, ravno te stvari pravzaprav dogovarja ali pa usklajuje gospodarska diplomacija, kar je bila tudi ena glavnih vaših misij na Kitajskem, če prav razumem. Kako vidite sicer slovensko gospodarsko diplomacijo v javnosti? Se zdi, da se bolj ukvarja z priznanjem Gaze in posvajanjem goril morda, kot pa z gospodarsko diplomacijo. Je ta vtis morda napačen? Ko smo začeli pripravljati, se pravi, odhod ali pa naš obisk, to je trajalo 8 mesecev, skupaj tukaj bi se rad zahvalil naši generalni sekretarki dr. Moniki Kirbiš-Rojs in njeni ekipi in pa seveda, da ko sem pri zahvali, ne smem zgrešiti in posebej bi rad se zahvalil našemu slovenskemu veleposlaniku v Ljudski republiki Kitajski, magistru Boštjanu Malovrhu za tako izjemno pripravo, se pravi vsem, ki so sodelovali. Torej, mi smo odšli pripravljeni, mi smo vedeli točno, katere podjetja, katere politične institucije, organe bomo obiskali. Seznanil sem se sam tudi z njihovim, bom rekel, kako v družbi, kdo v družbi kreira, recimo, če vemo, da je predsednik Huning, bom rekel, mislec trenutne Kitajske, potem bom rekel, pogovoru z njemu, ko dosežeš neko soglasje, potem verjemite mi, da je to sklenjeno na ravni države in sledijo zelo hitre odločitve. No, to hočem povedati. In recimo te tri primeri sem sam tudi po vrnitvi v Slovenijo že obiskal podpredsednika vlade Klemna Boštjančiča, kjer vemo, da je on en teden pred našim obiskom bil v pogovorih s kitajskimi bankami za panda obveznice, po domače rečeno za kredit. Tako da sem mu prenesel nazaj informacije, katere sem pač pridobil. Ravno kar sem poslal tudi pobudo za srečanje z predsednico države in to je moj način dela, da seznanim ljudi, ki so odgovorni za Slovenijo, da imajo vse tiste informacije, katere smo mi kot delegacija prejeli. Kako pa ostali to delajo, pa pač ne komentiram. Bi kaj dodali tukaj? Ja, gledajte, zdaj, če pregledamo, kar se tiče te gospodarske diplomacije, če pogledamo aktivnost tujih veleposlanikov v Sloveniji, vidimo, da se gre 80% za gospodarsko diplomacijo, da vsi pomagajo odpirati vrata njihovim podjetjem v Slovenijo. Zdaj, pri naših veleposlanikih v tujini jaz moram reči, da imam v veliki večini zelo pozitivno mnenje, ampak pogrešamo pa to, kar ste rekel, da bi bilo z strani zunanjega ministrstva ključna gospodarska diplomacija, ne pa obadanje se stvarmi, ki jih niti ne moramo rešiti, kot je to bilo v primeru pač Palestine. Pa še eno temu prej, ki je bila odprta, sprav, ko je ob Brexitu evropsko gospodarstvo padlo iz 2. na 3. mesto in potem preko zdravstvena kriza, pa še vse ostale zadeve, smo prišli do tega dragega poročila, ki pravi, da je velik problem evropska konkurenčnost. No. Tam je v bistvu omenjena tudi pojem neka avtonomija pri dobavah, pri različnih, se pravi strateška avtonomija. No. In tega vezano na Kitajsko, ko ste omenili redke zemlje, tle bi morala Evropska unija odigrati močnejšo vlogo. Sej druga na svetu po redkih zemljah je Brazilija, se pravi, Kitajska je pa uspešna z dogovori z Južno Ameriko, z Afriko in potem te redke zemlje in ostale materijale prodaja naprej. Se pravi, in smo v večini odvisni od Kitajske. Evropska unija bi morala direktne povezave s temi državami doseči, kjer so redke zemlje in ostale kovine in bi tudi neko boljšo avtonomijo dosegla, ne da bi bila odvisna samo od ene države. Pri tem zaskrbi ne samo slovenske izhodne delegacije politične. Mene zaskrbi
evropska politična delegacija, katero je sestavljala von der Leyenova in pa določeni predsedniki vlad, ne, in en dan od planiranih 2 dni obiska so po enem dnevu že prišli nazaj. Kaj to pomeni? Jaz sem prepričan, da to nič dobrega za Evropo, ker mislim, da Evropa trenutno ni pogajalec za Kitajsko. Verjetno so nas postavili na stranski tir in bodo preko držav članic pač poskušali svojo, bom rekel, nekako politiko uresničevati, ker imajo zadost časa, ker imajo zadost denarja, ker imajo zadost partnerjev v svetu, ki jih podpirajo. In Slovenija samo tega atributa ne sme zapraviti. Slovenija mora naprej biti seveda tako, kot nas cenijo, se pravi stroga in močna v pogajanjih, ampak to, kar se pa potem dogovori, pa moramo trdno čuvati. Torej, je lahko, če vas prav razumem, kot ste tudi dejali ob odprtju slovenskega paviljona v Šanghaju, Slovenija most, torej, ki lahko povezuje Evropo in Azijo, ker je Evropska unija, če vas prav razumem, nekoliko zatajila. Ja, pogledajte, v simboličnem in pa praktičnem smislu je res to, kar ste omenili. In sicer, če pogledamo, skušali smo jim dopovedati, da je naša Luka Koper ena izmed vstopnih točk ne samo v Slovenijo, ampak v centralno Evropo in jih povabili, da si ogledajo te priložnosti, ker sama pot iz Azije v Evropo je kar za 8 dni krajša z uporabo Luke Koper, če primerjamo recimo Hamburg v Nemčiji, in na ta način moram reči, da je bilo hitro, bom rekel, so zastrigli z ušesi, kaj pa je to za ena Luka Koper, ki ima take prednosti. No, zagotovo, pa če pa smem mečkaj še svojega pogleda dati v to, in bi pa rekel, da na teh 5. in 10. koridorju, 5. od Luke Koper pa do Avstrije, in 10. iz Jesenic proti Zagrebu, skozi Novo mesto, si predstavljam, da bi morali zgraditi tudi železnico. In ves ta tovor, ki bi dodatno prišel v Slovenijo preko Luke Koper, kjer bi absolutno okrepili blagovno izmenjavo, bi pač moral potem potekati po železnicah in to hitrih železnicah. In tukaj moj pogled je, da bi Kitajska lahko postala zelo, zelo zanimiv partner, ki bi ne samo ponudila tehnologijo, ampak verjetno ostala tudi ob strani pri financiranju. No, hitre železnice ste videli, ne? Kakšno vtis je na vas pustila Kitajska? Torej, peljali smo se s hitro železnico, tista je bila tudi za evropske razmere dokaj običajna, ne sicer za Slovenijo. Tam so bile hitrosti 300-305 km/h, to zmorejo tudi vlaki v Italiji, Španiji, Franciji. Presenetilo nas je pa tehnologija v tej tovarni vlakov, ko razvijajo vlake na teh magnetnih osnovah, ko ni več fizičnega stika med terenco in vlakom, in te vlaki dosegajo hitrosti tja do 600 km/h. Zapravi se v teh logističnih investicijah izjemno močni. Zdaj jaz mislim, da pri nadaljem sodelovanju, ko govorimo, če Evropska unija seveda usklajuje skupno zunanjo varnostno obrambno politiko, bi morali tudi od Kitajske nekako se le dogovoriti, da bi tudi oni odprli svoje gospodarstvo za obratne investicije. Se pravi, to je nujno, ker drugače povzročamo eno veliko nesorazmerje. Zdaj, Kitajska je še vedno precej zaprta za vlaganje tujih investitorjev pri njih. Neka sorazmernost bi tukaj morala biti, seveda za njih je to nekoliko političen problem, ker sicer so na nivoju regiji te velike uspešne firme so zasebne, ampak še vedno je premalo tujega kapitala na Kitajskem, ker navsezadnje tudi tukaj v Evropi in Ameriki je tega denarja kar nekaj. Rekel, dobra ekonomija je takrat, kadar so zadeve sorazmerne in usklajene. In s tem duhom tudi počasi zaključujemo, če imate morda še kakšne zaključne misli ob tem pogovoru, torej izkušnjah po tem obisku Kitajske.
Mogoče bi samo ponovil tisto, kar je zelo pomembno, kar smo prinesli v Slovenijo, eno sporočilo. Poglejte, naslednje leto bo zopet ta sejem China International Import Expo. Tista podjetja, ki želite nastopiti na kitajskem trgu, dajte se prijaviti. Zagotovo bo Spirit tudi naslednje leto organiziral paviljon in letos, oziroma naslednje leto bo to že 5. Torej Slovenija se je že 3-krat predstavljala fizično s svojim paviljonom in enkrat v času COVID-a virtualno. Zato Slovenijo poznajo. In tudi apel vsem odločevalcem, se pravi na Spiritu in na Ministrstvu za gospodarstvo, da okrepi položaj tega paviljona. Druga zadeva pa je, da seveda skozi Hong Kong pa lahko začnejo podjetja direktno vstopati na kitajski trg. Če strnem, torej v koledarčke naj si podjetniki zapišejo, kdaj bo prihodnje leto sejem, država oziroma vlada pa da začne morda nekoliko bolj aktivno, proaktivno gospodarsko politiko, kaj ne. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami v še eni epizodi podcasta Teža argumenta. Z novimi vsebinami pa se vračamo že kmalu, tako da ostanite z nami in lep pozdrav.